Zdaj pa, če se spomnimo še te vaje, se spomnimo tudi to, da so te objekti vsak na svoji plasti. Ne? In če zdaj jaz imam izbrano orodje za premikanje, pa bom tukaj izbral še Auto Select. Tukaj v orodni vrstici, ker še nimaš izbranega orodja za premikanje. Izberi orodje za premikanje, tako da pritisneš črko V. Ja? Na zdravje. In zdaj, ko imam izbran Auto Select, lahko takoj kliknem na posamezno plast in jo premikam. Ne? Katerokoli plast lahko kliknem in premaknem. Ja? Najprej zapri ta dokument in potem ostalo. Zdaj pa nam Photoshop omogoča, da vsaka plast ima nek dodaten izgled. Lahko bi imela senčko, lahko bi imela kakšen barvni prelav. Vsaka od teh plasti lahko dobi nek svoj specifičen izgled. In zdaj, preden gremo do te točke, bi jaz samo želel izpostaviti pozorno, gledajte te dve številki. Opacity pa fill. Do tega bomo prišli čez nekaj korakov, ampak samo tako, da zdaj gledajte. Ne? Če jaz zdaj izbran imam polovica fige, če kliknem na tale uček, ne? Lahko zdaj vidite, kaj se zgodi. In če jaz zdaj pomanjšujem opacity, ne? Bo ta figa transparentna, ne? Se bo videlo skozi in če se vrnem zdaj na 100% in pomanjšujem fill, bo ta figa transparentna in se bo videlo skozi. Načeloma isto. Dokler ne pridemo mi zdaj do tega koraka. Mojce. Nismo še prišli do tega, kaj še je to. Zdaj samo pozorno, samo zapomni si to dvoje. Ja? In zdaj jaz bom desno kliknil, oziroma dajmo najprej, opsala. No, tokrat mi je pa uspelo, da mi stvar ni padla po tleh. Tako. Malenkost sem povečal si zdajle jaz tele polovičke fige, tako da bomo videli malo bolj vsaj na mojem zaslonu, kaj se bo zgodilo. In zdaj bom desno kliknil kamorkoli na tejle plasti, na temle imenu plasti znotraj panela plasti, samo ne na slikco. Torej, kamorkoli samo ne na slikco. Na ime, naprimer. In lahko pridemo tukaj do prve opcije, ki jo ima ta spustni meni, Blending Options. Jasno? Vaja 2. Ja, samo vaja 2 odpri. Ja. Izberi najprej figo in potem desno klikni in daj blending ne na slikco, na ime. Ja. In daj Blending Options. Zdaj bom pa jaz tale dialog malenkost potegnil sem, zato da bomo videli, kaj se dogaja. No, in zdaj mi da možnost Photoshop, da tej plasti dodelim neke stile. In te stili se bodo aplicirali na celotno vsebino te plasti. Naprimer, če začnemo z Drop Shadow, torej senčka, ki je direktno pod elementom, lahko vidimo takoj, da se je pod mojo figo
naredila senčka. In zdaj, če jaz kamorkoli na ta dokument kliknem in potegnem, lahko, najprej bom izbral Drop Shadow, tako da najprej dobim vse te podatke in zdaj pa lahko kliknem in potegnem, ne? In lahko spremenim pozicijo in pa oddaljenost te senčke. Zdaj pa bom takole malo potegnil. Torej, kontroliral, ko sem kliknil pa vlekel, sem kontroliral distance, ne, to je ta drsnik, in pa angle, to je ta drsniku podobna stvarca. Ena stvar, do katere bomo prišli, je, da Photoshop v celotnem dokumentu uporablja tako imenovano globalno luč, ne. Torej, ta senčka, ki zdaj pada pod tem kotom, ne, lahko tukaj le vidimo, da je kot svetlobe, ki meče to senco, prihaja od tukaj, torej 21 stopinj in je obkljukana tale globalna luč. Dokler te globalne luči ne izklopim, je ta luč v celem dokumentu. Torej, če bomo imeli 3 stvari za to senčko, pa še kakšno drugo senčko, vse uporablja to isto stvar, ne. Zanimivo, če želite to uporabljati, če ne želite uporabljati, si pač to samo izklopite. Zdaj, ne, imamo možnost tako imenovane velikosti te senčke, v resnici razpršenost senčke, ne, in pa potem kakšna je njena vidljivost. Torej, tukaj lahko spreminjamo njeno vidljivost in pa kako se obnaša z vsebino, ki je pod njo. To smo pa ravno kar jemali, ne. Torej, senčka bo vedno, Drop Shadow v Photoshopu bo vedno skočil na multiply, kot pač ta nek začetni, ne. In tukaj lahko definiramo tudi barvo te senčke, če bi želeli to spreminjati. Lahko bi, na primer, imeli rdečo senco, ne? In če ne želimo, da bi ta stvar bila, da bi temnila spodnjo plast, lahko tukaj izberemo normal. In zdaj imam Drop Shadow čisto rdeče barve, ne? Pa bom izklopil zdaj tale Drop Shadow in šel na stroke. Tako, ne. Za to, da pridemo do možnosti posameznega tega stila, je treba še enkrat, potem, ko se obkljuka stvar, klikniti na ime stila, tako da se obarva modro. In zdaj, da malo povečam tale stroke, da se bo stvar videla, ne. Stroke nam omogoča 3 različne načine, kako on objame plast, ne. V prejšnji vaji, na primer, je imela cel cajt ta stroke okoli bele barve, ne. Mogoče niste videli. In zdaj imamo 3 različne pozicije, kje točno glede na plast bo ta stroke potekal. Zdaj je okoli, ne. To pomeni, da se ne dotika ničesar, kar je na plasti sami. Je okoli. Ko se konča plast, je potem stroke. Če gremo v inside, ne, se bo ta ista stvar zgodila, ampak bo na notranji strani. Torej, nič ne bo šlo na zunanjo stran, ampak gre navznotraj, ne. V trenutku, ko imamo recimo kvadrat, pa ga hočemo z eno barvo obrobiti, ne, če bi šli v stroke, bom kar takoj pokazal, bom izbral tukaj tale kvadrat zeleni, ne? In če jaz zdaj tale kvadrat, če jaz zdaj njemu rečem, da želim imeti stroke,
Bodite pozorni, kaj se zgodi s temle robom. Izbral sem stroke, malo povečal, zdaj je na zunanji strani, ne? In on, za razliko od recimo ilustratorja, ne zna zaključevati robov. To pomeni, da bo on pač šel iz vsake. A greš lahko prosim meni v knjižnici? Imaš okno odprte. Tako, tlele, please. Yes. Torej, ne, iz vsake točke gre on v zunanjost. Ne, in tukaj lahko vidimo, da to zna biti problem, če želimo imeti pač nek oster rob. Zato se pri kvadratih izbere inside, ne, navznotraj. In potem imamo naenkrat lep, oster rob na vsaki strani. Ne. Zato, ker si kliknila na plusek. Tako, evo, bom takoj pokazal. V nekaj od zadnjih verzij Photoshopa nam zdaj on da možnost, da ne, da se imamo samo enkrat ta stil, ampak lahko te stile povečujemo. Lahko imamo več istih stilov, ne. Torej v tem primeru bi zdaj mi lahko imeli 3 različne, ali pa 16 različnih barv teh črtic, ne. Če kliknem tukaj le na tale plusek, imam zdaj naenkrat 2 in lahko na tem rečem, bo pa tale, bo pa rdeče barve, pa bo malenkost manjši. Ne? In lahko vidimo, da tale je pa 13, ne? In je manjši in je eden čez drugega. Če želite potem brisati te stile, še posebej te, ki so duplicirani, jih lahko preprosto tukaj povlečete v koš ali pa kliknete na košek in se bo stvar zbrisala. Torej, klik, zdaj tega le bom jaz izklopil in bom šel v Inner Shadow. Inner Shadow gre za senčko, ki pada na plast. Se pravi, ne nekaj, kar pada pod plast, na zunanji strani, ampak nekaj, kar je not. Predstavljajte si, da bi recimo v listu papirja izrezali eno luknjo, ne? In potem je malenko zdvignen ta list papirja, ne? In je senčka, ki pada gor. Ne? In ta stvar prav tako uporablja to globalno luč. Ne? Jaz imam zdaj to globalno luč, ker sem prej na cancel kliknil, je drugačna, ampak če jo recimo dam zdaj takole, ne, bo zdaj to pomenilo, da bo senčka na tej strani in na desni strani. Ne. Če grem zdaj sem, ne, in ne, enako kot z Drop Shadow lahko jaz v dokumentu primem in potegnem to senco. Je točno, ne, točno kot jo želim odmakniti od dokumenta in tukaj imamo zdaj ta isti size, ki je v bistvu razpršenost te sence. In enako imamo opacity, torej vidljivost te sence in pa kako se ta senca obnaša z barvo, ki je pod njo. Ne? Vse sence imajo multiply kot to začetno izhodiščno točko. Ena stvar, ki je recimo zelo popularna pri teh stilih, je outer glow. Celo do te točke, da so jih zdaj po vrsti celo dali. Tako da takoj, ko kliknemo na ikonco, do katere pridemo, takoj pride. Outer glow je zdaj, ne, senčka, ki gre iz vseh strani. Ne.
nima zdaj te globalne svetlobe, tako kot je bilo prej, ne, ampak gre iz vseh strani, ne, tako kot pač, ne vem, nek si, ne. Če bi, pa dajmo si izbrati nekaj manjšega, da bo malenkost bolj zanimivo, recimo bom izbral tega lepšanca. In če grem jaz zdaj tukaj na Outer Glow, pa ga grem malenkost povečati, tako da se vidi, ne. Zdaj, začetna stopnja tega Outer Glowja je tako nizka, ne, da se zdaj to ne vidi tako izredno močno, ne, ampak če to stvar povečamo, ne, lahko takoj vidimo, kaj se dogaja. Ne. Barva, ki jo lahko definiramo, ne, se obnaša z ostalo vsebino plasti, ki je pod njo, na način screen, torej svetli. To lahko spremlja, katerega koli od teh stilov, kako se obnaša za spodnjo barvo, lahko spremenimo, kadarkoli. Prosim? Tako, ne? Holy chicken! In jaz sem zdaj, pa dajmo še vse ostale pogledati, Bevel and Emboss je nekaj, kar je recimo zelo zanimivo na črkah. Pa bom šel na črko A, ki jo imam od spodaj. Ja, izbral črko A, šel v Blending Options, ja, in izbral Bevel and Emboss. Ne. In tukaj lahko takoj vidimo, ne, kaj se dogaja. Ne. On je dvignil to črko in z uporabo zopet globalne luči je to črko osvetlil. Ne. Če jo zdaj še malenkost povečam, ne, da se bo bolj videlo, kaj se dogaja. Torej, ne, kot bi bila dvignjena ta črka, ne, kot bi bila mogoče malo 3D ven izbočena. Ne, ja? Desno klikneš na plast in daš Blending Options. Ja? Tako. In zdaj si izbereš. Kako? Zelo veliko teh stilov ima ogromno enih možnosti za spreminjanje, ki jih bomo sicer mi v tem srečanju preskakovali, ampak se pa splača igrati z njimi. Ne. Med drugim lahko tudi glede na globalno luč rečemo, a gre ta črka v globino ali gre v višino. Ne. Se pravi, ali bo na tisti strani, kjer pač imamo to globalno luč, ne, ali bo senca, ali bo osvetljeno. Ne. Neka svetlobna teorija. Ne. Kakšna je njen globina te črke, ne, oziroma kako zelo je močno to izklesano. Ne. Če zdaj nimamo več soft, tukaj tehnik, če nimamo več soft, ampak imamo chisel hard, ne, je to izredno, naenkrat izredno močno. Ne. In če še malenkost povečamo to stvar, ne, bo prišlo do točke, ne, kjer se stvar zaključi v nek oster rob, ta črka. Ne. Stroke smo rekli in shadow kot pač neka od globalne svetlobe, če bi zdaj svetloba padala iz zgornje leve točke, ne, kot bi bil ta papir malenkost dvignen in bi padal, ne, da bi bila ta črka v globini. Potem imamo kot nasprotje outer glow, imamo inner glow.
zopet podoben algoritem, ampak da se stvar dogaja v notranjost. In pa, zdaj na tej črki bo malenkost to nevidno, ampak če grem tukaj naprimer na piščanca, lahko, zdaj rečem tukaj color overlay. Torej, da ena specifična barva popolnoma zapolni prostor, ki je na tej plasti. Ampak ne cel prostor v dokumentu, ampak samo toliko, kolikor je pač neke vsebine na plasti. Ne? Ja, katero stvar imaš izbrano? Piščanc, ja. Kaj da je klikan na color overlay, ja. Pa da je opesiti na več, na 100%. Ne? Tako, ne? Tako, ne? In podobno kot pri vseh ostalih, imamo tudi tukaj zopet blend mode. Torej lahko recimo dodamo neko barvo, da recimo bi ta barva samo barvala. Naprimer ta piščanc si jaz želim, da bi bil zelenkaste barve. Torej izberem zeleno barvo in grem potem v color. Ne? In je ohranil svetlobo, torej svetlost tega piščanca, ampak je vso barvo zamenjal z to neon zeleno barvo. Ne? Podobno kot pri color overlay lahko naredimo gradient overlay. To je recimo zanimivo pri črkah ali pa pri neki površini, ki je ene barve. Naprimer, če gremo zdaj na tistole ozadje od črke, lahko recimo naredim tukaj gradient overlay in zdaj imamo, zato ker imam jaz izbrano in primarno, ne samo sekundarno barvo, če izberem črno do bele gradient, ne, imam zopet možnost izbrati blend mode. In rečem, ok, ne, pa si želim, da je samo malo frlauf, da se samo malo svetli pa temni ta enobarven kvadrat. In rečem, ok, pa dajmo iti na overlay, ne, že vidim, da je neka sprememba. Torej, imel sem enotno barvo in zdaj imam neko minimalno spremembo v detajlu. Ne? In lahko si recimo pomanjšam ta opacity na recimo 50%, tako da se tega niti ne vidi več tako zelo, ne? Ampak je pa nekaj, kar se dogaja. Ne? Ni ena sama fleha barve, ne? Ampak je nek prehod, nek priliv, neka dodatna zanimivost. Zdaj, pattern overlay je pač nekaj, do česar še nismo prešli. Tukaj pač lahko mi naredimo nek ponavljajoč vzorec, ne, in potem z tem vzorcem recimo napolnimo katerokoli plast ali pa dokument ali pa karkoli. Ne. V tem primeru je recimo pri meni črta, ki gre naprimer ravno ali pa pikice, karkoli že, ali pa QR koda. No. In zdaj, če jaz neke stvari izberem, naprimer bom izbral outer glow, pa bom izbral en stroke, bom dal notranjost, pa bom dal takole, pa dajmo ja, takole barvo. In zdaj sem dal OK. Na tem dokumentu, na tej plasti, kjer sem dodal zdaj nov stil z outer glow in pa z inner stroke, se je zdaj na desni strani pojavila ikonca FX. In desno od te ikonce je
en trikotniček majhen, kjer lahko mi povečamo in pomanjšamo te detajle. Torej, piše, da ima neke efekte in da ima specifično outer glow. In zdaj ta FX ikonco lahko mi zdaj primemo in premaknemo na drug dokument, na drugo plast. Če jaz zdaj vzamem ta FX in jo potegnem na lubenico, ne, je naenkrat lubenica dobila. Tako. Tako, zgubuje, gre za prenos, čakaj, sem sekundo, dve stvari sta bila, jaz sem premaknil iz tegale, sekundo, bom dal tlele clear layer style za tega, da, ne, se pravi prideva do tega. Torej, imel sem na piščancu, ne, vzel sem ga iz piščanca in ga potegnil na lubenico, ne, torej, imam FX na piščancu in ga potegnem, kje si lubenica, ne? In sem ga premaknil. In zdaj lahko tukaj recimo spreminjam, pa rečem, ok, ne? Glede na to, da sem na napačnem dokumentu na napačni plasti prej to delo, bom šel zdaj na inside, torej ta lubenica ima rumeno barvo, pa še outer glow. Ok. In zdaj primem ta FX in ga pomaknem na pomarančo. Ne? Če držim tipko Alt, lahko kopiram to iz ene plasti na drugo plast. Če držim tipko Alt, ko premaknem FX. To je zdaj ena možnost. Druga možnost je, da na dokumentu, da na plasti, kjer je ta FX ikonca, desno kliknem in izberem Copy Layer Style. Ne? Torej, desno sem kliknil zdaj na enega izmed teh dveh plasti, kjer je bila ta ikona, izbral Copy Layer Style in zdaj lahko izberem katerokoli od teh plasti. Naprimer, izberem piščanca, desno kliknem in dam Paste Layer Style. Še piščanc dobil to, ne? To je zdaj... Zapomni, da v bistvu je že samo en layer style, potem da tega kopira. Ne, vse si zapomne, ne? Se pravi, tukaj sem imel inner glow in pa, torej in outer glow in pa inner stroke, ne? In je premaknil. Vse stile, ki so aplicirani na plast, pač jih prevzamejo. Ja? To isto stvar lahko apliciramo na skupino plasti. Torej, če bi imeli, naprimer, še tele preostale, če bi vzel jaz zdaj figo, pa travo, pa pivo in jih dal v skupino, če se še spomnimo, kako to naredimo, kako damo plasti v skupino? Ja, ja. Tukaj je ikona, s katero damo. Druga možnost je Ctrl G. Tretja možnost je v samem meniju. Imamo, zdaj pa, da tole stvar najdem. Tukaj, tako, ne? Se pravi, Ctrl G, ali ta ikona, ali preko menija, ne? In v trenutku, ko sem zdaj te tri plasti dal v eno skupino, lahko zdaj tej skupini jaz prilepam stil in je aplicirano, pozor, ne? Aplicirano je na skupino. Kar pomeni, da jaz zdaj lahko kadarkoli vzamem ven iz te skupine, naprimer figo, in figa več nima tega noter, lahko pa vzamem zdaj črko A, jo povlečem noter v skupino in črka A ima zdaj ta stil. Ne? To pomeni, da pač dosti enostavnejše, če imamo zdaj ogromno enih dokumentov, kjer pač želimo te spremembe narediti, je pač to zelo... Označil sem 3 dokumente.
Imaš skupino, kako si jo spet razumeti sami? Nisem je, še vedno je aktivna skupina. Kako to mine? Lepo? Aha, imaš pa levo od tele ikonce mapa, imaš tale trikotniček, ne? In ko klikneš, ti pokaže vse plasti. Ne? Zdaj pa, če želiš vzeti eno plast ven iz te skupine, preprosto vzameš, torej držiš to plast, recimo črka je zdaj noter, ne? In jo potegneš nekam, kjer ni več te skupine. Ne? In v trenutku, ko jo povlečeš ven, je zdaj zginila iz te skupine kot en element. In zdaj, ne, če se spomnite to, kar sem prej rekel, ne, imamo te dve stvari, fill pa opacity. In če zdaj poskusimo recimo na lubenici to narediti. Če začnem zmanjševati opacity, se je zmanjšala vidljivost vsega, in lubenice, in stila. Če začnem zmanjševati fill, se je začela zmanjševati vidljivost samo lubenice, medtem ko je stil ostal popolnoma intakten. Ne? Na tak način lahko na primer naredimo senčko teksta, ki je neviden. Naprimer, ne? Če bi recimo, ne vem, želeli dati čez fotografijo nek copyright ali pa karkoli, ne? Lahko recimo to, ali pa če bi želeli samo senčko ali pa samo obris neke stvari imeti, ne? Lahko to zelo enostavno naredimo, ne? Tako da pač imamo eno plast, naredimo obris in potem zmanjšamo fill na nič. Ne? To pomeni, da je tukaj, zdaj, nisem še zmanjšal na nič, tako da se še malenkost vidi, ne? Ampak tukaj zdaj, ne, kakorkoli premikam, ne, je stvar načeloma nevidna, razen tega stila, tako, ne. Kakšno vprašanje? Kakšne kletvice? To bi radi še. Samo študenti, tako da ne smemo si govoriti. To je zdaj kar malo zahtevno. Verjetno je povedano, da greš res delati pred domom. Boš, da greš na dom. Mislim, zdaj pač stili so nekaj, kar lahko ti apliciraš znotraj dokumenta. Ne? Recimo, če bi želela, ne vem, pod neko površino dati senčko, ne, da pač zelo hitro lahko neke efekte dosežeš, ne da bi rabila ti dorisavati tega, ne, direktno. Ne. Ali pa pač, da daš čez neko obstoječo stvar, lahko že takoj barvo. Ne. Če bi želeli, naprimer, ne, če jaz zdaj, kako zdaj mi stil odmaknemo ven iz plasti. Če desno kliknemo na plast, imamo tukaj, kjer smo imeli prej copy v paste layer style, imamo clear layer style. Ne? In za vse te stvari lahko damo zdaj clear layer style, da se vrnemo na isto lokacijo, na isto vsebino, kot je bila prej. In zdaj, ne, mi bi lahko, ker imamo to, bi lahko recimo rekli, ok, ne, pa želimo neko samo obrobo teh elementov, ne, tako da bi lahko rekli, ok, ne, pa mi pokaži zdaj, ne, color overlay mi daj, pa mi daj, ne vem, eno rdečo barvo in je to, ne. Zdaj pa jaz kopiram ta layer style in lahko apliciram na vse te druge elemente, ne. In imamo zelo hitro lahko pač neko zelo grafično rešitev. Ne. Se pravi, jaz sem zdaj označil te plasti, ne. Kliknil sem na eno plast, shift kliknil na zadnjo plast in označil več plasti naenkrat. In potem, ko sem desno kliknil in dal paste layer style, je na vse razen plasti, ki je nisem označil, ji apliciralo to isto
stvar. Ne moreš pa stila, tako kot ga imaš recimo v InDesignu, imeti ločeno od tega. Stil je v sami plasti. To pomeni, da ne moreš ti zdaj iti pa urejati tega stila in v trenutku, ko bi se spremenil, bi se apliciralo na vse te plasti. Treba je ga pač na eni izmed plasti spremeniti, kopirati in prelepiti. In potem pridemo do tega.